Matija, hvala, pozdrav vsem skupaj. Selimo se v Belo krajino preko Gorjancev, ki so jo maja 41, samo da še to povečam, projekcija. Ki so jo maja 41 okupirali Italijani. Oni so okupirali celotno Belo krajino oziroma takratno uradno imenovano območje Sreza, Črnomelj. Naslov tega mojega predavanja je Vinceremo, videčemo, kajti Italijani so po zidovih pisali Vinceremo, kot vidimo tudi na tem primeru napisa na Sinjem vrhu pri Vinici, ki se še vedno vidi na župnišču, na fasadi župnišča. To je pomenilo, zmagali bomo. Po pričevanju Antona Stipaniča, Belokranjca iz Gradca, pa so belokranjski antifašisti zraven dopisali videčemo. In res smo videli septembra 1943, ko so kapitulirali. Tu bi rad še povedal primer, da je med Italijani bil sprva zelo priljubljen tudi nek uradnik v Beli krajini, ki je Italijane pozdravljal z Vince žremo. In ko je neki malo manj zaveden Slovenec to Italijanom točno prevedel, je bilo te priljubljenosti pri Italijanih konec. Italijanska vojska je bila sprejeta na različne načine. Župnik Jože Pokorn je v Preloki dekletom dejal, da so zdaj v Preloki tuji ljudje, ki nosijo uniforme, ako bo šla katera temi fanti plesati ali da bi se z njimi družila, ona ni vredna, da bi jo po vojni en slovenski fant povohal. Ni vredna, da jo obsije slovensko sonce. To nam je povedala Marija Starešinič, ki je tudi na tej sliki skupaj z župnikom Pokornom, stoji četrta z leve v drugi vrsti. Je pa bilo reakcija nekaterih Belokranjcev bila pa tudi takšna, da so si želeli priključitev k Nemčiji in ne da so pod Italijo. In so v ta namen tudi zbirali podpise, ki so jih potem nesli na nemško komando v Brežice s prošnjo, da Nemci zasedajo Belo krajino. Nemci so jim to tudi obljubili, da bodo prišli 10. maja 1941, ampak to, kot vemo, se potem ni zgodilo. Zakaj so nekateri želeli, da bi šli pod Nemčijo, je tudi lepo nam pojasnil Anton Stipanič, ki je dejal, da so se vsi Italijanov bali, ker so starejši ljudje bili na fronti v prvi svetovni vojni, na italijanski fronti in niso marali Italijanov. In pravi, če sem že čisto iskren, če že okupator, potem so Nemci boljši od Italijanov. Namreč veliko ljudi je tudi delalo v Nemčiji in so dobro služili, pošiljali so denar domov, med drugim tudi oče od Antona Stipaniča. Istočasno pa je Anton Stipanič, ki je bil partizan, po vojni je bil tudi generalni direktor velike jugoslovanske firme Iskra, povedal, da partizani meje nismo priznali. Mi se nismo borili za Slovenijo ali Hrvaško posebej, mi smo se borili za obe skupaj, mi smo se borili za Jugoslavijo. Tu sta dva zemljevida Bele krajine. Opozoril bi na ta del tu zgoraj, ki je šrafiran. To je območje nekdanje občine Radatoviči, ki je pred vojno in med vojno spadala v Belo krajino, v Slovenijo, se pravi Srez Črnomelj. To občino so hrvaške oblasti po vsej sili hotele priključiti k NDH. V nadaljevanju boste na kratko videli, kaj se je v grobem v tem smislu dogajalo. Drugače pa je večinoma meje v Beli krajini potekala po reki Kolpi, to je tukaj od Božakova pri Metliki, vse gor po meji gor do Predgrada. Ta kopenski del je pa potekal nekje od Božakovega, Rosalnic pri Metliki, po grebenu Gorjancev, Žumberka do približno Trdinovega vrha. Na tem drugem zemljevidu imate bolj podrobno prikazane italijanske postojanke, ki so bile večinoma postavljene ravno ob meji z NDH in tole rumene pike so bunkeri ob železniški progi, ki so jo Italijani še posebej zavarovali. Torej, kot sem rekel, so Hrvaška zelo prizadevala, da bi priključila
to občino Radatoviči pod KNDH. V tem smislu je tudi njihovo notranje ministrstvo poslalo dopis kotarski oblasti v Jastrebarskem, ta pa občini Radatoviči, da so jih na željo krajanov Radatovičev in na željo Društva Žumberčanov v Zagrebu priključili k NDH. Na to se je seveda odzvala italijanska oblast, na kratko sporočila, da je to na najvišjih nivojih bilo določeno, da to spada tudi pod Italijo, in v glavnem je bil potem ta zadeva zaključena, čeprav je bilo še kar nekaj zapletov z mejno razmejitveno komisijo NDH, ki je oktobra 1941 prišla v Radatoviče in njih ni zanimala topografija, kje bi postavili mejne kamne, ampak je zanimalo predvsem razpoloženje med ljudmi, spraševali so, zakaj so visokemu komisarju, ki je bil na obisku italijanskemu, postavili slavolok in tako naprej. Mladen Lorkovič, zunanji minister NDH, je celo Casertanu, italijanskemu poslaniku v Zagrebu, še potem pisal, da so prebivalci občine Radatovič izključivo hrvatske narodnosti in da naj bi po njegovem tu živelo 1945 Hrvatov in 36 Slovencev. Iz zapisnika, ki so ga imeli ki smo ga našli v italijanskem arhivu, ko je bil seja armadnega zbora 8.4.42, so Italijani zapisali: Radatoviči so občina, ki se opira hrvaški vladi. Zato moramo tu ohraniti tudi svojo postojanko. Kakšna je bila pa dejansko situacija? Tu imamo pričevanja dveh Žumberčanov, dveh iz Radatovičev, in cel kup ljudi smo tam tudi intervjuvali. Pokojni Janko Goleš nam je dejal, da jim je meja zelo koristila, da NDH ni smel tukaj priti, njihova vojska, ker oni so vedeli, kdo smo mi in da se tu dela upor, kajti naši koreni so pravoslavni. Namreč tukaj v tem delu Žumberka živijo predvsem uskoki in oni imajo korenine v pravoslavne. Ali pa recimo Gabre Bogdanović, tudi partizan, ki zdaj še živi v domu počitka oziroma domu starejših občanov v Črnomlju, nam je dejal, bil pa je strah, da bi ustaši prišli. Ustaši so znali, da so bili Radatoviči opredeljeni za NOB, Žumberčani smo bili sovražniki NDH. V Radatovičih je služboval tudi, oziroma vojni rok služil, italijanski vojak Giovanni, ki je napisal knjigo, v Italiji je šlo več po natisov te knjige, vidite ga levo v italijanski uniformi, na naslovnici ene od svojih knjig, in spodaj je pristopil k partizanom, na spodnji sliki skrajno levo, tretji z desne je pa znani partizan Stane Semič Daki. On je v svoji knjigi zapisal, da je postojanka Radatoviči veljala za kazensko. Saj je imela manjšo posadko, bila je daleč v hribih, zato sila nevarna. To je bila obmejna postojanka. In da so se začetku decembra, so se oni umaknili iz Radatovičev, 5 dni kasneje pa tudi iz Ostriža, to je pa sosedna obmejna postojanka in mejni prihod do NDH. Skratka, od decembra 1942, se pravi eno leto pred kapitulacijo Italije, je bilo to območje že osvobojeno in tu se je razvilo močno partizansko gibanje. Zato so tudi tu nastale na tem območju veliko partizanskih bolnic, skupnih slovensko-hrvaških, in tudi cesta med Radatoviči in Brezovico, Brezovica je danes znana kot najbolj nemogoča meja med Slovenijo in Hrvaško, so poimenovali cesto partizanskih bolnišnic. O tem nam je veliko pripovedovala Danica Car, tukaj desno, ki drži v roki bankovec za 50 nemških mark, ki je poklonil nemški vojni ujetnik oziroma ranjenic, ki so ga tudi zdravili v teh bolnišnicah. Še en pogled, kako izgleda ta teren iz Radatovičem proti Trdinovem vrhu. Tukaj je oddajnik na Trdinovem vrhu. Po teh grebenih je pač potekala meja med NDH in Kraljevino Italijo. Na levi je pa še spomin od Italijanov, cel enega topa, ki je še vedno na dvorišču ene od hiš v Radatovičih.
Podobno je bilo tudi v Poljanski dolini ob Kolpi pri Starem trgu, ker je nam Boris Anton Weiss povedal, da so se Italijani že maja 1942 nekje morali umakniti iz postojank ob reki Kolpi, ker je partizanski odpor postal tako močan. Zraven je še skica Starega trga, ki je bil tudi ožičen in obdan z bunkerji in dejansko so bili takrat Italijani po maju 1942 nekje že skoncentrirani edino samo še v Starem trgu ob Kolpi. Italijani so se tako umaknili v večje kraje, ki so jih ožičili, kot je že Kornelija Aljec že uvodoma pojasnila. Metlika je bila popolnoma ožičena. Ta zemljevid smo izrisali na podlagi partizanskih skic. Partizanska obveščevalna služba je bila izjemno učinkovita, natančne podatke je imeli, koliko vojakov, kakšna oborožitev. In seveda so bili tudi izhodi iz mesta, 4 izhodi. O tem nam je pripovedala Tinčika Jug iz Metlike, pravi, da v začetku so še hodili se kopati na Kolpo, kajti meja tu poteka spodaj, kot vidite, skupaj tudi z Italijani, potem se je pa zadeva vse bolj zaostrila. Tu desno vidite še utrjeno linijo, ki so jo začeli Italijani graditi proti Hrvaški. O tem vam bo več povedal kolega Štangl. To je eno hiša na samem mejnem prehodu pri Metliki, ki so jo Italijani spremenili v bunker. Zraven je pa opis te postojanke iz partizanske obveščevalne službe in skica s točnim orisom, tu je recimo reka Kolpa in ta hiša je tale hiša tukaj. Tako da partizani so imeli zelo točne podatke, kaj Italijani počno in kaj imajo v vsaki postojanki. Še pogled na to isto hišo, ta mejni prehod z druge fotografije. Tu vidite zapornico, tu je cesta proti Metliki, to je ta utrjena hiša, to je pa pogled z druge strani tega istega mejnega prehoda, z hrvaške strani, kjer hrvaški domobran straži na meji z takrat kraljevino Jugoslavijo. Sama meja je začela povzročati velike težave, ljudje niso mogli več čez mejo. Vinogradniki, ki so imeli posest iz Metlike, jih je bilo takih 15, niso mogli na Hrvaško, celo tisti posestniki, ki so imeli vinograde zraven njihovih, so jim grozili, da jeseni ne bodo mogli odpeljati pridelka in je pač župan metliški prosil visokega komisarjata naj glede tega nekaj ukrenejo. Tudi družinske vezi so bile prekinjene, društva niso več mogla sodelovati, tu imamo precej dokumentov, ki smo jih našli v arhivu Okrajnega glavarstva Črnomelj. Predvsem pa se ljudje niso upali iti čez mejo zaradi ustaškega nasilja, kar je zelo lepo, ne toliko zaradi italijanskih patrol in kontrole, ampak predvsem zaradi ustaškega nasilja, kot je lepo povedal Franc Zepuhar, ki je rekel, imamo tu enega trgovca na Suhorju, ki je šel tudi prečkat mejo, nekaj kupiti, nabaviti, pa so ga dobili ustaši, pri priči so ga zaklali. Ljudje se niso upali hoditi čez. Spomin na to je še zelo živ v obmejnem prebivalstvu. Se je pa seveda preko meje švercalo, tihotaplo. Ivan in Štefka Špehar iz Brega ob Kolpi pri Vinici, tu izpod njihovega mlina, ki ga vidite na sliki, so tihotapli predvsem konje in povedali so nam, da za razliko od danes žice ob Kolpi ni bilo, bile so izključno patrole, italijanske patrole. Iz Hrvaške, iz NDH-ja so bežali tudi Židi. O tem nam je podrobneje govoril Jožef Klepec iz Krasinca. Na sliki imate brod, ki je vozil iz Krasinca na Pravutino. Tu je bila po italijanski kapitulaciji tudi znano partizansko letališče. Danes je tu most in on nam je povedal, kako so tihotapci iz Hrvaške, ki so vozili Žide preko Kolpe, ko so pripeljali na to stran italijansko, se pravi našo slovensko, so skričali hitro ven ali pa streljili s pištolo, pejte ven in oni so jih takrat ukradli in Židi so ostali brez vsega.
in potem je prav, da po vojni so ljudje še hodili v določene vasi kupovati cekine, zlate cekine, ki so jih Židi imeli, da so si ljudje delali zlate zobe iz tega nakradenega zlata. Seveda pa meja ni preprečila, da partizani slovenski in hrvaški ne bi jo prečkali, in tu je primer, kako so šli. Velika skupina hrvaških partizanov se je opazila v Semiču in seveda so morali, župan je o tem poročal okrajnemu glavarstvu v Črnomelj. Zaradi vse večjega razmaha partizanskega gibanja so Italijani potem posegli po ukrepih, začeli so streljati talce, ljudi odvažati v koncentracijska taborišča, predvsem na Rab in Gonars, in požigati vasi. Ker so partizani prerezali kabel, telefonski kabel med obmejno postajanko Radativič in Ostrič, so fašisti takrat avgusta 1942 požgali Bojanjo vas, kar nam je podrobno opisal Franc Kočevar, ki je to doživel na lastni koži. In tako je izgledal del te vasi po požigu Bojanja vas 7.8.1942. Kot sem rekel, poleg požiganja vasi se je začelo tudi streljati talce. V predgradu ob Kaupi so recimo ustrelili Petra Rauha, ki ga vidite tukaj, ženo Bogomilo, na fotografiji njegovega očeta in še 2 vaščana, in na pogrebu potem nihče ni smel jokati, ker se za temi ne sme jokati, so rekli Italijani, ker so to komunisti, ker so to partizani, in če bi kdo jokal, so nam rekli, bi tudi njega ustrelili. Torej, za lastnim očetom niso smeli jokati. In tretja stvar je, ljudi so odvažali v koncentracijska taborišča. Tu imate eden seznam iz Črnomlja, teh seznamov je veliko, na katerem je spodaj navedena tudi družina Šimec, ženski del družine, moški del je bil v partizanih, ženski del so pa odpeljali na Rab, in na tem seznamu je tudi Šimec Darka, ki jo vidite na tej fotografiji. Ona je bila tudi odposlana kot otrok takrat in v roki drži fotokopijo dopisnice, ki je prijela, kasneje je bila predstavljena tudi v Gonars, ki je njena prijateljica ji pisala to dopisnico in na kateri je napisala: Ljuba Darka, vsak dan se z mamo pogovarja o tebi. Ko bi mogla, bi ti rada odstopila mojo posteljico. Včeraj sem ti poslala prepečenca, piši, če si ga dobile. Srčne pozdrave in tako naprej. Povsem drugačna slika je bila pa v Žuničih, vas obmejna postojanka ob Kaupi, kjer pa niti eden Žuničan ni šel v taborišče, ker je to preprečil italijanski komandant. Kot nam je povedal Ivan Starešinič, ki je bil v partizanih harmonikaš in nam je tudi lepo zaigral, ko smo ga intervjuvali za svojo harmoniko, enostavno ni dovolil. Podobna situacija ali celo enaka je bila v Bojancih, kjer je bila ljubezen med domačinko Zoro in italijanskim komandantom, in ta Zora, njen brat je bil tudi partizanski komandant, in so se nekako so en drugega ščitili in preprečili, da bi katerikoli domačin šel v taborišče ali kakršenkoli zapor ali kam drugam. Skratka, situacije na terenu so bile različne in tudi čiste človeške zgodbe so se dogajale na tej lokalni ravni. Vas Zilje je bila tudi užičena, bila je italijanska postojanka, tukaj je recimo žica orisana, to je iz partizanske skice. Tu je šlo tudi veliko ljudi na Rab, tu je spominska plošča umrlim na Rabu, to je sosedna vas od Žuničev, se pravi, sosedna vas, kilometer oddaljena, ni šla nikamor, iz sosedne vasi so jih pa odpeljali na Rab. In tu vidite še na fotografiji, kako so po italijanski kapitulaciji rušili enega od bunkerjev. Po italijanski kapitulaciji so partizani porušili vse mostove na mejni reki Kaupi. Tu vidite porušen most Metliki, tu zadaj desno pa vidite, to je ta hiša, ki so Italijani spremenili v bunker. Je zdaj že porušena na pol. Danes je podoba tega
motiva takšna. Ta bunker, ta hiša spremenjena v bunker je stala tukaj, kjer je ta tabla Evropske unije in slovenska zastava. Seveda ta mejni prehod danes ožičen, z bodečo žico, huje je ožičeno, kot je bilo med drugo svetovno vojno. Po italijanski kapitulaciji so bili v Belo krajino samo še posamezni vdori Nemcev in Ustašev, tudi v Metliko. Marija Koležnik iz Metlike nam je povedala, kako so jih Ustaši nameravali postreliti, ker so vedeli, da je njihov sin pri partizanih, ampak je to preprečil nemški oficir, da jih niso postrelili. Njena hiša je pa prva, rojstna hiša je prva od tega mejnega prehoda na desni strani, kakšnih 500 metrov od tega prehoda. To vidite prizore iz vdorov v Belo krajino. Prvo je, Nemci so bombardirali po italijanski kapitulaciji Črnomelj, popolnoma so z letalskim napadom porušili Dragatuš, ker so mislili, da je tu glavni štab partizanske vojske in političnega vodstva, ker dejansko po kapitulaciji Italije je bilo tu se dogajal pomemben del nacionalne zgodovine, ker je bilo kompletno politično in vojaško vodstvo v svobodni Beli krajini. In tukaj imate del požgane Metlike, ta hiša stoji na mestu, kjer je danes hotel Bela krajina, in tu vidite še požgane Adlešiče, ki so jih napadli preko Kolpe, so šli Ustaši in Nemci. Še zanimiv zaplet je bil recimo z dobavo elektrike. Vse do italijanske kapitulacije je Metlika dobivala elektriko iz Ozla, iz hrvaške elektrarne. Po kapitulaciji so to dobavo prekinili. Partizani so pod firmo gospodarske komisije prosili, če bi jim lahko priključili. Potem so bili neverjetni zapleti, prava komedija, in ministrstvo je na čisto jezno reagiralo na svoje podrejene, kako so lahko sploh o tem razpravljali in da to ni pride poštev, da bi Metliki dali elektriko, saj to ni v skladu z državno politiko, kajti tam so partizani. In kakšno je stanje danes? Tukaj vidimo Franca Starešiniča iz obmejnih Žuničev, stoji pred hišo, kjer so med drugo vojno Italijani imeli postojanko. In on nam je dejal, bolj je zdaj trdna meja, kot je onda bila. To pomeni, da je zdaj bolj varovana, bolj zaščitena, kot je bila takrat med drugo svetovno vojno. To je breg Kolpe v Žuničih decembra 2015, ko se je začela postavljati bodeča žica. Tukaj je danes panelna ograja in večinoma še bodeča žica. Tako izgleda od decembra 2015 mejni prehod Božakovo v Metliki. Danes je dodana še ena vrsta bodeče žice plus panelna ograja, to je pa ostalo in mejni prehod zaprt, tako da ljudje imajo težave prihoditi do svojih vinogradov in posesti na drugi strani. Večje težave kot skoraj da med drugo svetovno vojno. Bi pa rekel, da nekje na koncu, da črnomaljski župnik Lojze Jože Žabkar je avgusta 1943 obiskal Metliko, ker je prej služil kot kaplan, in je svoj dnevnik osebni zapisal avgusta 1943: Metlika sami bunkeri, žice, jarki, Italijani še zmeraj napenjajo žico. Rosalnice, slamna vas. Čemu, ko se imperij podira? Mnogi lepi spomini me vežejo na Metliko, tu sem bil pred 6 leti kaplan in sem se odlično počutil. A danes je vse drugače. Jaz mislim, da te generacije, ki smo rojene po drugi svetovni vojni, lahko danes tudi rečemo, ko po pogledu na ožičeno Kolpo ugotavljamo podobno kot Lojze Jože Žabkar. Danes je vse drugače. Rekel bi še to, iz Bele krajine je mnogo ljudi odšlo zaradi nemogočih življenjskih razmer v tujino, predvsem v Ameriko. Človek se vpraša, kako bi ti naši predniki reagirali, če bi tam, ko so prišli na zeleni cilj, naleteli na bodečo žico in množične proteste. Če je bila to dobrodošlica. Prepričanje, da se zgodovina v taki ali drugačni obliki ne more ponoviti, je seveda zelo naivno. Zato upam, da bo ta raziskava
spodbudila tudi širši razmislek. Morda nam je lahko za spodbudo napis na spomeniku NOB v Semiču, kjer piše: bodeče žice nam niso upognile hrbtenice. Hvala.